Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Kot je rekel Stipe, ni naš namen komentirati tekmo, ni naš namen razgrevati čustva, naš namen je določene stvari opozoriti in pa seveda to vse v namenu boljšega sodelovanja in dejansko, da več v bodoče do takšnih stvari ne bo prihajalo. Zato bi vam jaz enostavno prebral izjavo kluba. Tekma je končana, športno priznamo poraz, zmaga Olimpije v derbiju je povsem zaslužena. Današnja novinarska konferenca pa je žal namenjena ob športnemu dogajanju, ki je imelo vse prej kot pa športni pridih. Najprej izražamo ogorčenje o fizičnem napadu na predsednika nogometnega kluba Maribor, gospoda Draga Cotarja, kar je velik škandal in do sedaj po mojem vedenju nepojemljivo. Predsednik je zaradi naprej dogovorjenih obveznosti, tako kot je že tudi povedal Stipe, odsoten. Tudi jaz bi ga v svojem imenu opravičil in bi vam dejansko tudi prebral njegove besede. Z velikim uspehom, ko je NK Maribor premagal Rangerse, je sledil leden tuš, pa ne zaradi tekme in poraza proti nedeljskemu tekmecu, ampak zaradi dogodkov, ki so sledili in nad tem, da ljudje iščejo zgodbe in krivce tam, kjer jih ni. NK Maribor je preživel že veliko težkih časov, tudi sam sem ga začel voditi prav v enem od takšnih obdobij, zato vem, da bomo skupaj z igralci, navijači in vodstvom kluba premagali tudi ta dogodek, to črno liso na športni sceni. Nikoli, pa tudi v Stožicah ne, nisem skoraj koga povozil, kot se pojavlja komentar očividca. Ko smo se počasi premikali v koloni proti izhodu, je neznanec pristopil do mojega vozila, vam brcnil, nato pa me še s pestjo udaril. Toda to je zame sedaj lanski sneg. Z sodelavci na klubu smo se osredotočili na zgodbo v Evropi, na 3 B-je, ki prihajajo in na preostale obveznosti na domačem prizorišču. Je torej v pisnem stališču poudaril Drago Cotar, predsednik kluba. Kot dokaz, kaj se je dogajalo, se seveda pregledajo tudi varnostne kamere, ki so zagotovo nameščene v Stožicah. Sporočilo predsednika ob neljubih dogodkih je, da si želi, da bo v prihodnje na stadion v Ljubljani, torej in ob prihodu in ob obhodu z objekta, poskrbljeno za boljšo varnost tako domačih kot gostujočih navijačev. Poudariti želimo, da ne obsojamo nogometnega kluba Olimpije zaradi ravnanja posameznikov, ampak opozarjamo na pomanjkljivo organizacijo nedeljske tekme. Napad na predsednika je najhujši, a ni bil edini primer ogrožanja varnosti predstavnikov nogometnega kluba Maribor. Vsak izmed gledalcev oziroma navijačev, tako od gostujočih kot tujih, torej kot domačih, so se lahko sprosto sprehajali po garažni hiši in dejstvo je, da so lahko tako eni in drugi po tekmi nemoteni prišli do avtobusa našega moštva, uradnih oseb kluba in prostorov za izjave. Igralci so morali poslušati grobe žaljivke, vse skupaj pa je bilo že dejansko na meji fizičnega incidenta. Skupina domačih navijačev, nekateri oboroženi, pod narekovaji tudi s steklenicami v rokah, se je dobesedno lotila tudi preostalih funkcionarjev, vmes pa jo je predsednik, kot je bilo že rečeno, najhuje skupil. Sicer pa je bilo ogrožanje varnosti v garažni hiši posledica številnih, po našem mnenju, organizacijskih napak strani nogometnega kluba Olimpija. Vse se je začelo z odločitvijo domačega kluba, da v sektor navijaške skupine Viole, katerega oni imenujejo sektor za gostujoče navijače, namesti tudi otroke in družinske člane naših nogometašev ter članov strokovnega štaba, kar je v neskladju s pravili Nogometne zveze Slovenije. Hkrati odraža tudi nespoštovanje do kluba, saj smo jih že pred tekmo x-krat opozarjali, da so dejansko te situacije združevanja navijačev v navijaške skupine torej v bistvu nemogoče in se ne bi smele dogajati. Na to se dejansko niso odzvali, zdaj naše stališče potrebujejo več varnosti, ne vem, ampak bodoče se to ne sme dogajati. In res nas zanima, če bi recimo jaz kot odgovoren za te zadeve ali pa ljudje v klubu nekatere družinske člane njihovih igralcev ali pa otroke dal v navijaški sektor Green Dragonsov. Mislim, da je to nepojemljivo.
V NK Maribor se dejansko trudimo vsako tekmo organizirati po evropskih standardih o varovanju in skušati predvideti vsako zadevo. Tudi morda najbolj malenkostno, ki bi lahko prevedla do neljubih situacij z ogroženjem varnosti kogarkoli od uradnih oseb do gledalcev na stadionu. Nespoštovanje, ki je po nepotrebnem še dodatno raznilo strasti, smo spoznali že pred začetkom same tekme z neprimernim prikazom oziroma predstavitvijo igralcev na semaforju. Torej, igralec je športnik, ki opravlja svoje delo in tudi mislimo, da si vsak, ne samo naš, igralec zasluži določeno mero spoštovanja. In če ste opazili, je bilo namesto portretov ob imenih naših igralcev, ne ljubljanskih, namesto slik so se predstavile dejansko podobe Kalimera. Kaj so hteli s tem poudariti, dejansko mi ni znano, ampak da bi mi razmišljali, da bi dali recimo podobo Žabjega princa ob Daretu Vršiču pri predstavitvi, nam niti na pamet ne pade. Torej, še enkrat je bistvo našega sporočila opozorilo na pomanjkljivo organizacijo, da jo je dejansko mogoče tudi v Stožicah boljše speljati. Smo se skupaj, mislim, da lahko že večkrat prepričali in za zgled bi si lahko vzeli Nogometno zvezo Slovenije, ki na istem objektu organizira reprezentančne tekme, na katerih se nihče dejansko ne počuti ogroženega, pa lahko rečemo, pa je stadion nabito poln in ob tem seveda tudi možnost, da v dogodkih uide nadzoru dvakrat večja. Pa tudi, koliko se jaz spomnim, tudi za Bežigradom ni bilo takšnih težav, ki se pojavljajo zdaj. Seveda pa ob tem vsem tudi ne moremo mimo početja naših navijačev. Izgredov, ki ne sodijo na športna prizorišča, ne odobravamo in jih najostreje obsojamo. To smo že x-krat povedali in to bi rad še enkrat poudaril. Torej, tudi naši navijači so pač takšni, kot so njihovi, tisto je na igrišču, in obljubljam kot direktor kluba, da bomo v komunikaciji z njimi se dejansko po najboljših močeh trudili, da se neprijetne zadeve prihodnje več ne bi dogajale. Predvsem pa želimo, da bi naš apel po umiritvi strasti dosegel namen. Ne dovoljujemo in ne želimo povračilnih ukrepov, nikakršnih. In bi rad tu pozval naše navijače, da se ob prihodnjih medsebojnih tekmah pokažejo dejansko v boljši luči, kot so jo posamezniki z svojim početjem zdaj dejansko na nek način vrgli na navijače Olimpije. Zadnji odstavek. Za nas je s tem zgodba o nedeljskem derbiju dejansko zaključena. Osredotočiti se moramo na naslednje obveznosti, ki nas čakajo v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju in pa seveda v Ligi Evropa. Teh ni malo, so obvezujoče, a bomo dokazali, kaj hočemo, znamo in zmoremo. Hvala lepa.